Na Mokronoško sem odšel v vas Log, tam preko Slepška sem se peljal tako kot včasih in ko sem zagledal to Mirensko dolino, mi je pravzaprav zaigralo srce. Tudi tu nekateri živijo še tisto življenje kot nekoč, pa ne samo to. Spomine obujajo predvsem zaradi tega, da zelo živijo, da sebi popestrijo dan in da si ga naredijo lepšega. Uporabijo pa kar tisto, kar je doma. Posejejo in posadijo koruzo, jo potem skrhajo, jo naložijo na gnojni voz in peljejo domov, no pa o tem v današnji oddaji. Nikoli ne predstavimo posebej vasi in tokrat mi je bilo dano, da na tak izviren način povemo, kdo v vasi živi. Malo se bojijo, pravijo, ne vemo, ali smo ravno vse našteli, pa mi bo kdo zamiril. Zamirite meni, sebi pa, no ja, v lepi vasi živite. Pred nami se nahaja ena manjša vasica Log, odkoder izhajam tudi jaz, namreč Ložanka. Ta naša mala vasica je razdeljena na dva dela. Delijo tale glavna cesta, ki je glavna povezovalna cesta med Mirno in Mokronogom, naprej proti Sevnici. Na levi strani vasi se v bližini tukaj nahaja en manjši griček za klepca po domače, na levi je Dob. Če na desno pogledamo, jo vidimo Dobenc. In iz spodnje strani vasi so tukaj tri večje družine, po domače so to Laščanovi, Parantonovih pa Gorupovi. Danes se to malo drugače reče, ampak nekoč je bilo tako. Potem imamo tukaj srednji del vasi, so pri Smoličevih, pa teta Škrinarjeva je bila tam doma, na drugo stran je bil stric Mlakarjev, pa teta Minka. In potem gremo že na zgornji del vasi, kjer so doma pod domač, zdaj so pri Rabinovih. Po domače mi je tale moment ušlo, mogoče se bom celo spomnila. Potem je tukaj Rihtarjev Anton in pa Lavretovi, katera je, mislim, da je ena največjih družin na Logu. In v tej naši mali vasici smo se danes odločili narediti eno prireditev, prikazati nek običaj, ličkanja po starem, ker te stvari počasi izumirajo. In danes so Ložani stopili spet skupaj in pripravili nek dogodek, predvsem zato, da bi oni se poveselili, da bi naredili nekaj za samo vas in da bi nekako obeležili spet to staro navado. Ja, takole se veselice pripravljajo po naših vaseh in veselice so včasih pomenile druženje, včasih so nabrali denar za koga v vasi ali pa za to, da so opremili gasilsko brigado. Skratka, veliko je bilo teh načinov in vendarno tu v Logu so se zadeve lotili drugače in predvsem vsebina, ki jo bomo slišali, je zelo zanimiva. No in kako? Zakaj smo prišli do tega, da smo to pripravili, je v bistvu prišlo do tega kar malo spontano. Vaški fantje in pa fantje sosedovih vasi in pa jaz smo se dobili enkrat ob kapljici Rujnega in smo v bistvu malo razglabljali, kaj bi naredili, da bi nekako oživeli to vas, da bi se nekaj dogajalo in tako naprej. No in sem predlagal, da bi pa če bi mogoče ličkanje izvedli. No? In fantje so bili vsi za to in tako smo sklenili, da to tudi naredimo. Res je to malo spontano prišlo do tega, kajti na to ni se o tem noben več kar nekaj mesecev pogovarjal. Kasneje pa rekel Slakovniku, da je koruzo posadil. In tako smo prišli do tega, da eno obvezo smo imeli, potem narediti in izvesti to ličkanje. Seveda, da bi to izvedli, je na nek način radi bi obudili neko tradicijo, stara kmečka pravila. Ja, prav, je šlo za prireditev, je šlo za ohranjanje kmečkih običajev. Čemu? Ja, seveda, želimo obujati pač to kmečko tradicijo, pravila kmečka, na nek način hočemo se približati času, ki so ga živeli naši dedje in babice, naši očetje, matere. To kmečko pravilo praktično nas je na nek način tudi združevalo in to je tudi bistvo tega. Mi enkrat letno naredimo tudi za 1. maj kresovanje in enkrat letno se tudi cela vas dobi tukaj le dol na travniku in se majčkeno podružimo in poveselimo. In to je bil tudi bistvo tega, po drugi strani pa, kot sem že omenil, da nekako obudimo dogajanje v tej vasi. Zgodba, ki jo piše življenje, tradicija, kultura.
Ličkanje je nekaj posebnega, se je znotraj tega nastajalo marsikaj. Predvsem petje, vaške pesmi, stare kmečke jedi, pa harmonika, pa orglice, pa kakšne zgodbe so se pripovedovale, tudi kakšna ljubezen se je spletla. Pa vendar, gospa Fani, kako je bilo, zakaj ste se lotili prav ličkanja? Samo ličkanje je zanimivo že zato, ker se krajani ali pa vaščani družijo. To je najbolj. Združi se cela vas, od moških do žensk, in v prejšnjih časih, v mojem otroštvu, so fantje hodili v sosednje vasi ličkat, zato da so se tudi srečali s puncami. In v velikih primerih so se tudi na ta način združili in potem tudi dobili fant punco in potem ženo, ne. In mi bi pa radi to obujali, prav zaradi tega, da bi se, ne da bi se poročili, ker danes se na drug način, ampak da bi se družili in to malo obujali in majčkeno te zgodbe osvežili, kot so bili včasih. Ker včasih so se ličkanja uporabljala in za postle, zdravo spanje in sama koruza zrnje za hrano, od prašičev do goveje živine. Ličkanje se je uporabljalo tudi za omela, ki se uporabljajo pri peki kruha, da se očisti pepel. In pa same zgodbe in smeh, dobra volja, ker v današnjem tempu življenja nam tega manjka. Ja, takole za uvod malo o samem ličkanju in dobrih namenih, ki predvsem združujejo vaščane z namenom družiti se, zabavati se, privoščiti si nekaj, kar je tradicija, kar je kultura samega kraja. Pa vendar takoj na začetku je bilo potrebno pripraviti vse, kot se temu reče, za navoz. Najbrž je bilo potrebno najprej zaorati, potem posejati, posaditi koruzo, kot se je prav reklo, in pa potem se je šele zgodilo krhanje in pa nakladanje na sam voz. Ampak mi bomo pripravili kar v začetku voz, no in poslušajmo lastnika konjske vprege, kako je to vse skupaj predstavil. Ja, kot prvo, zelo težko je bilo dobiti pravega konja, vprežnega konja za voz in izmed ostalih tudi voz, starenski, brez zavor, res na stari način, tako kot se je delalo to včasih leta nazaj. Delalo se je vprego. Konje so bili pohlevni, da ne to skakalo levo, desno, da so bili primerni, da ne so bili. Konj ima 100 mislih v minut, pravijo kot ženska. In na to smo to vpregli in odšli na voz z gnojnim košem. Se je to naredilo in odpeljali na njevo. Tam ustavili smo isto opremo, koše za na rame, ki so bili spleteni iz bekovja in ki ne bilo teh naravnih materialov, kot so sedaj. Je bila tudi naramnica iz beke, to je rezalo, to ne bilo tako enostavno, kot je sedaj, ko je na široko narejeno. Potem smo šli na njevo, zdaj, če je bila njeva blizu, se je konj izpregal, se ga je vodilo domov v štalo, če je bilo pa to daleč, se ga je razkomatalo, privezalo za voz, malo sena in je on počakal tam, da se je to nakrhalo, naložilo in odpeljalo domov. Če je bila to vsebina, pa bi rad pokazal še, do kakšnih potankosti so pravzaprav na sami prireditvi šli. Ja, tole zdaj zavezujemo, ker ima eden konj predolge štrange in bomo skrajšali, da bodo vagi lepo gledali.
da ta oba enako vlekla. Ne? In moramo to ali zavezati, pa okoli vage dati. Se pravi, tula zdaj kar držite je vaga. To ni vaga, In na ne. tu prek tega se konja pripne na voz. Štranga je ta špaga. Pestrost dogajanja v sliki, ampak kljub temu so povabili k sodelovanju tudi etnologinjo. No, navada je bila navada, da so se zbrali predvsem fantje in so šli na njivo, vpregali so konje, vzeli so gnojni koš in pa gnojni voz za gnoj voziti in so potem nalomili koruzo. Zdaj vidimo, da si točijo vino iz putrha, saj tako se reče, ne? Iz putrha, pa to je bil predvsem mali sod, ki se je služil za to, da so nosili lahko vino na njivo. Zelo lepo, da so tukaj to uporabili, no. Ja, odhod na samo njivo in vsa opravila, ki so jih opravili za to, da so naložili vse skupaj v gnojni koš, s katerim so pripeljali vse skupaj domov, včasih so rekli tudi v kavnice, se spomnim, veliko je teh imen in prav pestro in lepo jih je poslušati, se gre za nekaj, kar smo praktično že skoraj, da bi lahko rekel, pozabili. Velikokrat se je voz prevrnil, velikokrat je bilo tudi težko in težko delo je bilo krhanje koruze, pa vendar no, vse skupaj se je dogajalo zanimivo. No in tudi mlajši, ki so pomagali pripraviti to samo prireditev, naša sogovornica Barbara pravi, da te običaje in te navade kar pozna. No, ni zame to čist nova zgodba. To zgodbo poznam, ker sem bila majhna, smo pa nas še ličkali pod kozavcem in se spomnim predvsem iz tega, koliko nam je bilo fajn kot malim mulcem, ker nam ni bilo treba iti takoj spat, ker smo se podili noter po ličkaju, pa brke smo si delali iz teh laskov, ki so, tako da ni bilo to tako novo, ampak je pa res, da takrat več ni se tukaj družila sama vas, ampak mogoče bolj na žlahto bilo vezano. Tle zdaj je bilo pa res vaško in mi je bilo zelo zanimivo, kako so ljudje podoživeli to, kako so se pogovarjali o tem in uživali v tem dogajanju in obojanju spominov in kako so starejši vaščani rekli, da niso mislili, da bodo še kdaj v življenju videli konjsko vprego, pa šinarja, pa te zadeve, kar je bilo recimo tudi zame prvič. Ne? Tako da mogoče so nekateri podoživeli svojo mladost na ta račun in zaradi tega mislim, da bo vredno še kdaj narediti en tak dogodek. No? Barbara, ko sem vas opazoval, kako na kakšen način ste pristopila k temu moderiranju same prireditve, kaj pa je tisto, kar ste začutili, da je na glavni greh same prireditve? To je bilo predvsem zato, da se spet vas nekako združi, ker v tem hitrem tempu življenja se težko sploh dobimo na vasi. Zaradi tega je bilo tudi bolj vaško usmerjeno, ne glede na to, da je na konci spadlo kot eno res pravo malo gledališče. Vsi tisti, ki jih zanimajo tisti stari običaji in dogajanje, so prišli pogledati, kako sploh kot prvo organizirano, glede na to, kako majhna vas smo, drugo pa tudi, kako sploh to zgleda. Naj bo to za otroke, za starejše, pa mogoče tudi podoživljanje, tako kot sem že prej omenila. No, če je Barbara nekako vodila samo prireditev, pa je Fani poskrbela, da ni zmanjkalo niti tistega, čemu rečemo malica. Veliko je bilo vsega pripravljenega. Na samem ličkanju smo pokazali vsa stara opravila, obenem pa tudi malico. Včasih so dosti drugače malicali kot danes v sodobnem času in mi smo pripravili tudi takrat, tudi na tej ličkanju kostanj, pečenje kostanja, redkev, solati, oljnata redkev, špeh smo včasih dali za malico, orehe, ki smo jih sami tovkli sprot, niso bila jedrca v olupkih, pa kruh. To je bilo najbolj pogosto, čeprav mi smo zdaj pa mečkim posodobili, smo imeli pa tudi pečenega prašička, pa kakšnega piščanca. No, saj ne gre, da bi iskali, kaj je bolj pomembno znotraj same prireditve, ampak vendarno pripeljati koruzo domov je bilo opravilo, pri katerem niso sodelovali ravno vsi iz vasi, pri ličkanju pa so bili vsi poleg. In povprašali smo kar kuharico, najbližje smo jo bili, kaj in zakaj ličkanje.
Danes je hitri tempo življenja tudi v vasi, ker v vasi je mešano, se živi mešano, služba in kmetovanje. In se je malokdaj čas, da se sploh vaščani zberejo. In če se dogajajo neke take prireditve, na ta način se zbere le večji del vasi, ne. In zato tudi mi v to gremo, ne, da bi se vsaj mogoče spomladi, jeseni in pa poleti dobili tako, da se neki običaji obojejo na ta način in tudi srečanja, ne. Ja, komu je pravzaprav to namenjeno? Starejšim, mlajšim, recimo tistim prišlekom, komu? Mi smo imeli zdaj na tem ličkanju, tudi smo povabili tiste, ki so včasih bili na naši vasi doma in so prišli tudi in otroci, ki so se potem vozili v gnojnem košu. V tem košu, ko smo mi peljali iz njive koruzo, samo polomljeno koruzo, so se potem naložili otroci, kar jim je bilo najbolj zanimivo. Bilo je od vseh naših vaščanov 12 otrok, ki jih vsak dan se ne vidi, ne. Najprej potihom, skromno, mogoče niti ni šlo za neko ubrano igranje, pa vendar orglice, tisti vaški inštrument, ki je bil predhodnik harmoniki in, no ja. Ja, ko se je kup skupaj spravil, je bilo veliko tistega, kar je bilo potrebno pripraviti. Predvsem so, lahko rekel bi, predvsem gospodarji organizirali tiste vaške pripovednike, ki so znali kaj povedati, razdirati kakšne smešne. Skratka, veliko je bilo tistega, čemur bi lahko rekli igra. In tudi tokrat tu je šlo za igro. No in poslušajmo. Noč smo delali ne rdeče koroze, nekaj flaški pa tak, da je bil presenečenje. Noter ne, prej je bila rdeče koroza, zdaj je pa največ, in pa ne moraš dobiti, či ne. To. Pali smo v štante, pa teli delali, zdajvali, pa lečka je v šajtrgu, stara svrte, šenare, pa za mjav, pa za predpraženk. Pa se pa ta lečka je še prej ponocal za pojstle, ker naj bilo jogi pa to, ne. Se pa to scafal, pa ven na sonce, da se prezračilo, pa v blazene, take doma delanje. Pa da smo spali atrace, naj bilo pojstlec, tako kot imajo zdaj vsi na Nobelsko, ne. Smo si ta lečka je ponocali za predpraženki, za mjala, za pihara, tudi en. Moja mama je znala pihar, da tistega ne znam, ne, z lečka je. To si vsi delal prej. Aha. Kaj pa se je tam na tistem kupu še dogajalo? Poleg tega, da ste to delo opravili, se pravi koruzo zličkali, jo pravzaprav pripravili, pol tudi za ruženje in za vse ostalo. Kaj pa je še tam kaj bilo? Ja, pa so bile pubi, ne, pa vrat ponci, pa nasem pa se je lečke je podkekli naredili, ne, not, pa namazali s črnim štokom, ko je bilo testo, ne, da so bili fej slepi, ne. Pa so pa čakali tuk caj, če šla ponca prej, rekel smo nam iti domov, mama čaka, da ma je tkle in pa so zgasali ni za ponca, ne, da mu ne šel, tako si dogajal to prej. Kaj se je pa takrat običajno pelo? So se pele kakšne domače pesmi? Harmonika je bila, to je bilo že kar moderno, če je bila harmonika, ne? Ja, kjer je v vasi bilo, peli so vsi domače, crkvinah, to vsaki svrte, kakšne so bili. Tako da so uživali. To. Lečkov si pa da eni zjutraj naredili, če je bil en koč gnajen te koroze. Če je bilo dva, smo drug dan spet, ne. Če je bil en koč, je mogel biti z lečkom in vsi spravljeni skaj še ven. Pravi se naj tako lečkov, ne, si not neslo, kaj je bilo jesen. Vsi not si izneslo. Ja, tako je bilo za hec, ampak zares. Ja, je veliko strokovnega in takrat, ko se je vezalo na 2, na 4 v cofe, ko se je zdevalo v late, ja, takrat je bilo vprašanje strokovnosti kar v ospredju. In poslušajmo, kako so to natančno opisali vsem udeležencem. Drugače pa se je vezalo včasih, če je bila daljša
Na 4. A tu se pa kita plete in pol se ta kita kar obesi. Zdaj bomo pokazali, bomo tako lamečkali še dvigali. Bom jaz dvigala, evo. Tole je prav kita bila pletena iz koruze in pol so se te kite kar upletale, oziroma obešale. Opa. Je prasva plečka je. Ja, pa ne samo, da so znali splesti kito in vse skupaj v cof spraviti, zraven je prišla tudi harmonika in pravijo, da je bila narejena v tej vasi. Ja, pa spet naprej k strokovnim opravilom. Iz tega ličkanja se je marsikaj postorilo. Postelja, pa potem tudi peharje sem prej slišal, da so pletli iz tega pa cekarje. Ampak tam so spletli tudi predpražnik in zdelo se mi je, da je gospa prišla od nekod drugod. In no, Barbara, kako je bilo s temi predpražniki? Ja, zanimivo, da je veliko ljudi vprašalo, kako se naredi predpražnik iz ličkanja. In to se naredi iz vlaženega ličkanja, ko se da plest in se naredi taka dolga kita. In iz te kite se potem naredi svitek, katerega se poveže z vrvico in s tem lahko tudi dimenzioniraš sam predpražnik, kakršnega pač rabiš. In vse bistvo tega je, da narediš 3 snope, jih na začetku zvežeš in potem prepletaš klasično kito. Repke pa pustiš ven, da se s tistim pač, ob tistu pač briše noge oziroma da potegne dol blato iz čevljev, kakorkoli. Ja, pa spet k tistemu, kar nima z etnologijo ali bi lahko rekli tudi z ekologijo nobene veze, pa hudo kulturno zveni. Ples, tudi zaplesali so, če je le bila prilika. Ja, še sam se spomnim, kako smo posejali, kako smo okopavali koruzo, je včasih tudi ogrenili in da je bilo potem potrebno pokrhati vso jo sleči, kot se temu reče, poličkati. No in potem je bilo potrebno ali v cofen naložiti ali pa v late smo jo tudi spravljali tisti, ki smo imeli mogoče večje kozovce. Za hudo strokovno pravilo je šlo, niti približno ni bilo takrat kakšnega sledu v kulturi, ampak trd boj za preživetje, ki pa je imel v sebi vse to kulturno, po čemer danes, ko je denar sveta vladar, hlepimo in iščemo in plačujemo, bi temu lahko rekel. Ampak to je že druga zgodba. Pa vendar no, spravilo koruze je to bilo. To je dejansko spravilo pridelka koruze in kjer niso imeli kozovca, da je imel štant, late, so to zdevali v canfe. So vezali, ko je bilo zlečkano, vezali v 3 ali 4 ali 6 koros skupaj, izvezali in to obesili na kako se reče, na verego in se je to obešalo, spodaj je bil klinc in se je to obešalo okoli verege in se je napravil canf. Ker je bil pa kozolec, so pa to v late, obešali v late, to je bilo preprostejši način in bolj enostaven. Zdevalo se je v štant, eden je stal na, se reče hlapec, to je tak
stolček, ki se ga obes velate, on stoji gori na tem hlapcu. Eden mu podaja s podajačem, ki so zvezani v 2, 3 ali 6 storžev skupaj in se obeše v late, tako da se ta pridelek osuši, potlej se pa zroži in izmelje za prašeče, za govedo. Ja, pa dobre koruzne žgance, pa dober koruzni kruh. Kdo ne bi tega vedel, kdo se ne bi tega spomnil. Ličkanje, koruza, polje, obdelano vse skupaj. No ja. Ja, in kaj bi lahko rekel? Oni zase. Sam pa bi bil vesel, če bi me povabili drugo leto, da bi pravzaprav začutil vso tisto pesem, ves tisti pogovor in vso tisto željo po tem, da se tako živi. Veste, denar ni vse. Globalizacija je pokvarila tisto nekaj, kar je bilo lepega pri njem. Danes je lepo, če ima človek človeka rad, če ga spoštuje, če pa zna še kaj narediti sam svojo lastno iznajdljivostjo. To pa je spet nekaj lepega, čisto kulturno.